Pri delu s spletnimi edukatorji, zlasti tistimi, ki smo hkrati tudi edupodjetniki in torej svoj know-how tudi prodajamo na trgu, opažam, da imajo en izziv, in sicer kaj dati v free oziroma torej, brezplačno varianto za promocijske namene in kaj tisto, kar dajo vplačljivo oziroma kaj tisto, kar sploh prodajajo. In zato sem potem razvila en tak preprost model, ki vam lahko pomaga vaše spletne izobraževalne produkte zgraditi na tak način, da boste točno vedeli, kaj je tisto, kar dajete brezplačno, torej bodisi zdaj v nekih brezplačnih objavah na socialnih omrežjih, pa v brezplačnih promo webinarjih oziroma nekih krajših, manj poglobljenih predstavitvenih spletnih tečajih in kaj je tisto, kar daste v plačljive programe. Zdaj, v tem e-predavanju bom torej podrobno predstavila ta model oziroma koncept tega izobraževalnega lijaka, to se pravi to, da dobiš neko celostno sliko, kaj to sploh je, pa kakšen način razmišljanja je pri tem potreben. In zdaj, če vidiš, da je to potem nek koncept, ki bi ti ustrezal recimo tvojemu tipu vsebine, oziroma če začutiš, da je to nekaj, kar bi ti lahko pomagali dvigati tvoj online edu biznis, potem sem seveda dodatno za pomoč pri recimo temu implementaciji oziroma realizaciji tega koncepta v tvojo prakso, ker namreč sam koncept v ozadju prinaša še nekaj dodatnih korakov, da pač dejansko pride samo od tega modela koncepta do dejansko izdelanih produktov in pa celotne izobraževalne ponudbe. Delam pa na več cenovno in časovno dostopnih načinov, tako da v bistvu v obliki mentorstva ali pa, bom rekla, v obliki članskega programa, tako da za več info pokukaj na edukotek.si. Mi se pa zdaj lotimo tega izobraževalnega lijaka. Na tej točki mogoče samo še toliko, tole sem posnela v obliki e-predavanja, kar pomeni bolj kot ne, ni nek video vodič ali karkoli, ampak je bolj kot ne samo moja razlaga, tako da ni nekih posebnih vizualnih materialov in lahko predavanje poslušaš, bom rekla, tudi tako brez da gledaš v ekran, sem pa kljub temu zaradi lažje vizualizacije dodala sliko lijaka, no, tako da v bistvu ena sama sličica bo tukaj, tako da če si jo pogledaš in probaš vtisniti v spomin, je to, drugače pa lahko komot zadevo poslušaš tudi brez gledanja v ekran, skratka tudi mogoče na kakšnem sprehodu oziroma stran od računalnika. No, preden mogoče tale lijak zares poznamo, pa gremo v podrobnosti, mogoče ena stvar, ki želim, da jo ozavestimo kot edupodjetniki, skratka kot edukatorji, spletni edukatorji, coachi, mentori, karkoli že smo, no, ki prodajamo torej naše produkte, izobraževalne produkte, coaching produkte, zdaj bodisi ali so to v spletni obliki ali so samo deloma v spletni obliki, skratka, ena od stvari, no, je to, da je pomembno, da sami pri sebi vemo, kaj je tisto pravzaprav, kar dajemo v plačljive programe, kaj je pa tisto, kar je pravzaprav v fazi ozaveščanja naših strank. Ker namreč zelo hitro se zgodi, da bodisi damo v brezplačne programe preveč, pa ne toliko preveč iz tega vidika, da bi ljudem kaj preveč povedali, ampak bolj preveč iz vidika, da je preveč za naše stranke, o čemer bom še mogoče se dotaknila. Druga stvar, ki pa je pa to, da v bistvu iz tega lijaka, oziroma iz tega zavedanja, kako gradimo to izobraževalno ponudbo, pridejo ven dejanski produkti. Skratka, velikokrat vidim na trgu ali pa tudi pri svojih strankah ali pa pri edupodjetnikih, ko se lotevajo tega, da naštancajo v neki fazi eno goro enih produktov, ki nimajo ne repa, ne glave. To zdaj pač neka prinaša zmedo nam samim, ko prodajamo te zadeve, ker potem nikoli ne vemo, kaj prodajamo, pa komu prodajamo, prinaša zmedo našim udeležencem, ker v bistvu sploh ne vejo, kje naj začnejo, kje naj nadaljujejo, kaj je tisto, kar sploh rabijo. Po drugi strani je pa v bistvu v resnici, ne, tukaj bi res poudarila to, ne, spletno izobraževanje oziroma spletni izobraževalni produkti, ne glede na to, da so to neki produkti, ki jih prodajamo, so konec koncev še vedno to izobraževanja. In smisel izobraževanja je, da stranko, nekega udeleženca peljemo po neki tej poti rešitve. In zdaj, če ta naša pot ni jasna, ne, če ta naša pot ni, bom rekla, enoznačna, oziroma če niti mi sami ne vemo, kakšna ta pot je, potem bomo zelo težko v bistvu tem našim udeležencem jih peljali skozi to pot, oziroma bo to zelo lahko zelo konfuzno za njih.
Druga stvar, ki pa je pomembna in iz katere pravzaprav izhajam, ko sem gradila oziroma ko sem zasnovala ta koncept tega izobraževalnega lijaka, je pa to, da so naše stranke ali pa recimo udeleženci lahko v različnih fazah znanja. Nekateri, bom dala recimo kaj primer na mojih programih, nekateri rabijo v bistvu, bolj tehnične veščine, kar pomeni, imajo neko strategijo že narejeno izobraževalne ponudbe in rabijo, bom rekla, direktno iti, se učiti snemati spletne tečaje. Nekateri so v fazi, to se pravi, te so v bistvu že v neki fazi, ki rabijo že neke bolj aplikativne zadeve. Po drugi strani imam pa mogoče udeležence, ki pa rabijo najprej pravzaprav usvojiti neke osnove, vedeti, zakaj gre, poznati filozofijo, potem jim šele pravzaprav lahko prodajam produkte, kot so, spletni tečaji, pa mentorstva, pa tako naprej. Skratka, preden jih sploh potegnem v neko aplikativno znanje, da to nekaj pravzaprav sploh delajo. In tukaj se velikokrat pojavi ena ovira za naše udeležence, je to, da mogoče včasih pomiksamo, kot podjetniki malo pomiksamo, malo pozabimo na te potrebe naših udeležencev, pa se preveč osredotočimo na to, kakšne produkte želimo zgraditi. In potem se nam zgodi, bodisi, da so te produkti, to se pravi, zdaj govorim mogoče bolj tako, recimo, da se osredotočiti na brezplačne programe. V želji, da mi kot podjetniki, spletni edukatorji, našim udeležencem povemo čim več, da jih čim bolj opremimo, da čim bolj, včasih smo tudi spletni edukatorji zelo tako, prosocialni v smislu, želimo čim več dati, kaj se potem zgodi, da že v teh brezplačnih programih, kjer mogoče udeleženci še niso niti pripravljeni na to, da se dejansko učijo neke implementacije nečesa, dobijo too much informacij. Preveč informacij, skratka, več rata preveč. V naši želji dati čim več, pridemo do tega, da dobijo obilico informacij, ki jih mogoče bodisi niso v tistem momentu sposobni procesirati, ker se pač niso pripravili, bom rekla, še psihično, mentalno na to, da grejo v nek tak proces. Drugič so mogoče te informacije v tej točki že preveč poglobljene. Druga stvar, ki se nam pa lahko zgodi, je pa to, da pravzaprav, jih po domače zelo pritegnemo s nekimi temi brezplačnimi programi, potem pa smo v sami aplikativni fazi, tam, kjer bi jim pa res mogli pomagati, da te zadeve usvojijo, da jih res dobijo znanje za ravnanje, to se pravi, da res usvojijo to aplikativno znanje, da pa ratamo v bistvu potem premalo poglobljeni ali pa premalo praktični. Tako da v bistvu tale izobraževalni lijak je pravzaprav nastal iz želje prikazati ta proces z vidika udeleženca. Zdaj tukaj res poudarjam velikokrat kot podjetniki, ki prodajamo svoj know-how, ki izgrajujemo v bistvu produkte za prodajo, seveda imamo v zavesti to, da udeležencem želimo pomagati, da jih želimo peljati po neki poti do neke njihove rešitve, bodisi v poslovnem ali pa zasebnem življenju, ampak v tem zanosu kreiranja digitalnih produktov ali pa pač nekih produktov večkrat pozabimo na to, da na drugi strani delamo z udeležencem, stranko, s živim človekom, ki pravzaprav rabi neko pravo vsebino v pravem momentu oziroma ravno pravo globino v pravem momentu njegovega tega popotovanja od, izziva, problema do neke rešitve. Kaj je torej ta naš izobraževalni lijak? Zdaj, tisti, ki ste podjetniki, to se pravi, ki dejansko, delate tudi, bolj na teh marketinških zadevah, zato da lahko pač prodajate, tržite in prodajate na koncu svoje izdelke, boste najbrž prepoznali tukaj v bistvu ta koncept marketinškega oziroma prodajnega lijaka. Jaz sem ga za nalašč vzela ravno zato, ker v bistvu želim pač poudariti to, da pravzaprav je ta proces izobraževanja podoben kot pri procesu, pri marketinškem procesu. Ljudje najprej pridejo v neko fazo, pri marketinškem lijaku imamo v nekem zgornjem delu, zdaj če lijak tako predstavimo plastično, zakaj gre. V zgornjem delu je ta lijak zelo na široko odprt, kar pomeni, da v ta lijak pride zelo veliko število ljudi, potem pa ta lijak se vse bolj oža, kar pomeni, da skozi ta naš lijak gre vse manj ljudi. To se pravi, če zdaj pogledamo tale lijak, pa bom rekla še tako z marketinškega koncepta,
bi rekli, ne, da imamo v neki prvi fazi lahko zelo veliko tam, kjer imamo zelo rumeno pri tem liljaku. Ne. Če bi ga gledali zdaj kot marketinški liljak, bi rekli, ok, na začetku veliko ljudi sliši za nas, veliko ljudi pač zanima neka naša vsebina, oziroma mogoče pač, da nas nekje spoznajo, potem pa vse, če dalje manj ljudi gre pa skozi ta proces, da grejo recimo, ne vem, v nek webinar, da se opišajo, ali pa ne vem, da sploh pridejo najprej mogoče na mailing listo, pa potem, da mogoče se opišajo nek brezplačen webinar, pa tako naprej, skratka do prodaje. Ne. Pri marketinškem oziroma marketinško-prodajnem liljaku v bistvu oseba, ki skoči ven, je tista oseba, ki je v resnici, oziroma ta oseba, ki je nekje na koncu, torej teh oseb je manj kot tistih na začetku, ki so se mogoče nekako potencialno zanimali in so dejansko tam na dnu liljaka, tista gruča ljudi, ki je manjša, torej to so te osebe, ki so dejansko kupile od nas. In podobno je pravzaprav tudi pri tem izobraževalnem liljaku, zato sem tudi vzela ta koncept tega liljaka, da se zavedamo pravzaprav, da gre pravzaprav za isto pot, samo da je v bistvu naše glavno orodje je izobraževanje. In v resnici pač mi kot edopodjetniki izobražujemo pravzaprav na vseh fazah našega biznisa. Ne. To je tista, bom rekla, tisti en čar, ki je meni osebno zelo všeč, ker pravzaprav ves čas počnemo lahko tisto, kar res radi počnemo, in to je v bistvu izobraževanje. Tako da v bistvu ta liljak, no, torej je sestavljen iz teh 4 delov, lahko bi bilo še več, ampak jaz sem nekako te 4 zavzela, to se pravi rumeni novo, potem rozasti del vedeti, modrega sem tukaj zaznačila narediti in pa tamle vijoličen kot support in gremo zdaj skozi pogledati, kaj to pravzaprav zdaj pomeni za naše udeležence, pa kaj pomeni za nas kot edopodjetnike, kaj v tisti fazi lahko ponudimo. Kaj pomeni zdaj tale novo? Novo bi lahko tudi rekli novo za udeleženca, to se pravi nekaj, kar udeleženec, oziroma v tistem momentu je to še naša potencialna stranka, še ni naš udeleženec, je, ko nekaj sliši na novo oziroma nekaj, ko sliši prvič. In tukaj bi v bistvu rekli, da gre za to, da udeleženca, stranko, kakorkoli mu že v tej fazi rečemo, bom jaz uporabila besedo udeleženec, ker mi je pač ta beseda dosti blizu kot izobraževalki. Skratka, ta beseda v bistvu označuje vse osebe, ki nekje na nek način slišijo nekaj o nas oziroma naši rešitvi. To je zdaj lahko nekaj na socialnih omrežjih, recimo, da so nekje zaznali neko zadevo o, ne vem, nekaj jih je pritegnilo, nekaj mogoče je bil to naš oglas, lahko je bila pa to neka objava, ki se mi je pojavila. Lahko je to, lahko imajo v tisti fazi že nek konkreten problem, izziv, ki ga hočejo rešiti, pa so začeli mogoče malo brskati po internetu, pa so našli oziroma odkrili nekaj, kar mi ponujamo. Tukaj je zelo pomemben, v bistvu, zakaj je ta prezenca, ta prisotnost na socialnih omrežjih, pa na raznih, pa ne vem, blog objave, pa imeti spletno stran, pa imeti mogoče, ne vem, YouTube kanal, kjer kaj izobražujemo, zato, ker v bistvu s tem, ko mi kot izobraževalci izobražujemo o naših zadevah, bojo ljudje, ki iščejo nekaj o tej zadevi, lahko nas najdali oziroma odkrili pač neko našo rešitev. Skratka, to je novo in takrat v bistvu človek, ta naš udeleženec, mogoče ni nujno, da prvič sliši, pa tudi ni mogoče čist tematika, da mu je nova, ampak smo mi novi za njega, bi se rekli. Skratka, takrat, ker v tej fazi, bom rekla, nekega raziskovanja, nekaj nekje zazna na spletu ali pa na socialnih omrežjih, nekaj o nas, o naši rešitvi, o tem, kaj pravzaprav delamo in kako lahko pomagamo. Tako kot sem rekla, to so lahko različni kanali, tako da tukaj se zelo ne bomo spuščali na to, kaj pa kako. In bistveno, kaj pa želim tukaj iz te besede novo povedati, je pa tudi to, da je zaradi tega je zelo pomembno, da smo tudi strateški pri samih objavah. Da te objave v bistvu peljejo potem nekam naprej, oziroma da imamo, bom rekla, v glavi neko strategijo, kaj potem s tem udeležencem, oziroma kaj ta udeleženec, ta potencialna stranka v tistem momentu še lahko dobi od nas. In to nadaljujemo v vedeti. Faza vedeti, to se pravi, to je zdaj naslednji obroček v tem našem liljaku in ta je že majčkeno bolj ožji, kar pomeni, ni nujno, da vsi, ki so prišli v novo, da bojo nadaljevali tudi naprej. Ampak to nas ne skrbi, ker je normalno, da vsem nismo všeč, vsem ne ponujemo te prave rešitve, mogoče samo tisto tudi naša rešitev ni ta prava v tistem momentu,
Jaz dostakrat poudarjam to, recimo, ne vem, pri meni je čas stranke, da se od tistega, ko me spozna, pa do takrat, ko se odloči delati z mano, lahko tudi po 1 ali pa 2 leti ali pa še več. Nekatere stranke pa so seveda take, da so prišle glih v ta pravem momentu, da so me najdle glih v tistem momentu, ko so res nujno nekaj želele narediti in takrat so šle hitreje skozi, bi se rekla, ne. Tako da tukaj, bom rekla, ta naslednji obroček, če mu lahko rečemo, ali pa ta naslednji del tega lijaka, je torej ta vedeti. In kaj zdaj ta vedeti iz izobraževalnega vidika pomeni, da tem našim udeležencem, ki so v prejšnji fazi nekaj najdli naključno, pa ki so mogoče se šele majčkeno seznanili z nekimi drobci, da jim ponudimo nekaj konkretnega v smislu zelo usmerjenega, zelo strukturiranega. Tukaj pridejo v poštev raznorazni webinarji, to se pravi e-predavanja, za webinar pač jaz rečem e-predavanje, to se pravi tako kot tole, kaj je zdaj, ne, v bistvu e-predavanje je pač neka strukturirana oblika, kjer gremo čez nek naš proces oziroma kjer pač ljudi peljemo čez nek proces, da jih seznanimo s tem, ne, ni pa še nujno, to se pravi pri predavanju oziroma webinarju je poanta v tem, da jih seznanimo, niso pa prišli še do aplikacije. Tukaj so lahko na tej točki tudi nekaj bolj poglobljeni, nekaj bolj taki osnovni spletni tečaji. Recimo najbolj tipična varianta je spletni tečaj v obliki email marketinga, kar pomeni, posnamemo neko serijo videov, krajših videov, ne, in jih v bistvu potem udeleženca oziroma to potencialno stranko peljemo skozi to razlago. Lahko je tudi spletni tečaj, spet en tak, bom rekla, manj poglobljen, ne, skratka bolj tak na info nivoju, to se pravi na nekem takem nivoju, kjer več ali manj podajamo neko znanje, ne pa še konkretnih rešitev. S tem, da pri teh spletnih tečajih je spet treba biti pozoren, ne, pač marketinško gledano je včasih je treba vzati naštimati, zdaj da nam šla preveč v detajle, no, ampak včasih je res lažje narediti email tečaj ali pa e-predavanje, torej ta webinar, kot pa neke klasične tečaje v tej fazi, zato ker e-tečaji vseeno zahtevajo pač nekaj, bom rekla, samodiscipline iz strani udeleženca in pač če v tisti fazi ni dosti discipliniran ali pa če sam sistem ni nastavljen, da ga bo ves čas opominjal, da ima ta tečaj zakončati, je to lahko, bom rekla, ni glih najbolj primeren format. Vsekakor pa gre v tej fazi za to, da udeležencu razložimo procese, razložimo, pokažemo zadeve, razložimo, bom rekla, zakaj je nekaj pomembno, kaj je tisto, kar potrebuje vedeti in tako naprej. Ne mučimo ga pa z detajli. V tej fazi je zelo pomembno, da ne gremo preveč v globino, ker globina ga lahko prestraši oziroma odbije. Ker v tistem momentu on zbira informacije, in vsaka, bom rekla, vsaka odvečna informacija je lahko too much, preveč, no, skratka, tukaj je treba pač znati presoditi to globino. Potem ga pa peljemo naprej v narediti. Torej, to je pa zdaj že tretji del lijaka, spet manjši, kar pomeni spet manj ljudi, to se pravi od tistih ljudi, ki so se recimo, ki so nas v fazi novo spoznali, pa se odločili, da grejo v fazo vedeti, zato da dobijo neko strukturo oziroma neko osnovno informacijo, bo zdaj en manjši delež teh ljudi se odločil, da gre torej tudi to narediti. Pa s tem, da tukaj bi zdaj nekaj poudarila. Jaz sem sicer to fazo poimenovala narediti, gre pa predvsem za to, da ni nujno, da gre tukaj za nekaj, da morajo oni nujno znati narediti. Gre predvsem za to, da je mogoče, kako naj povem, da jim mi pomagamo, da nekaj dosežejo, ne. To se pravi, lahko je to tudi sprememba mindseta, narediti spremembo v načinu razmišljanja, narediti spremembo v načinu, ne vem, življenja recimo. Skratka, ni nujno zdaj to, da je to zdaj nujno pa raven tako, da rečejo, zdaj pa morajo nujno, tako kot so pri meni programi, da znajo narediti spletni tečaj, ne. Lahko je to tudi samo pač neka sprememba, to se pravi mindseta, lahko je to sprememba v počutju in tako naprej, ne. Skratka, feel, čutiti, think, razmišljati ali pa do narediti. Skratka, tukaj je pravzaprav tisto, kjer mi pomagamo z raznimi orodji, ne. Tako da v bistvu recimo, ne vem, če ste coachi, potem preko coaching orodja pomagate mogoče spremeniti mindset, recimo, ne. Ali pa recimo ste coachi pa preko, ne vem, ali pa ste mentori pa preko mentorstva pomagate nekaj narediti, nekaj doseči, nekaj konkretnega narediti, ne. Lahko ste recimo, ne vem, coachi, bom rekla life coachi, pa pomagate v bistvu
neko spremembo v življenju in narediti in tako naprej. Skratka, želim to predvsem tukaj poudariti, da ne gre pri besedi narediti oziroma pri tej fazi ne gre zdaj za to, da jih nujno učimo nekaj narediti, ampak pač nekaj doseči. No? Tako da mogoče bi bila tukaj kakšna druga beseda ustreznejša, ampak zaenkrat sem uporabila narediti. In tukaj pa dejansko v bistvu je zdaj gora različnih formatov oziroma modalitet, na kakšen način vi to lahko dosežete. Ko govorimo naprimer o digitalnih izobraževalnih produktih oziroma o nekem spletnem izobraževanju nadaljavo, je tukaj kupica formatov, oziroma pač dobro ne kupica, ampak recimo trije različni formati, na katere lahko to dosežete. Lahko so to neki spletni tečaji, kar pomeni spletne, to se pravi neki programi, ki tečejo. To se pravi, spletni tečaji so programi za samostojno učenje, ki so posneti vnaprej in jih ljudje predelujejo sami, torej programi tečaji za samostojno učenje. Potem so to lahko razni coaching programi, lahko so v končni fazi individualni ali pa skupinski, ne? In so recimo, če se odvijajo nadaljavo, so torej to online programi, ki so zdaj pač lahko, bom rekla, kombinacija različnih zadev, od nekaj posnetih zadev do, bom rekla, srečanj v živo, do mogoče nekih individualnih coaching klicev in tako naprej, ne. To so lahko mentorstva, ne, v smislu pač, če niste glih coach, ki pač, bom rekla, coacha skozi, bom rekla, neko introspektiven način, ste lahko mentori, ki v resnici mentorirate, kažete pot, to se pravi, dejansko pokažete, kako se nekaj naredi in tako naprej, ne. To so lahko Zoom e-delavnice, to se pravi, da so to neka izobraževalna srečanja, kjer dejansko nekaj delamo na samih srečanjih v živo. To so lahko, zdaj, to so nekako tri osnovni, to se pravi, te spletni tečaji, potem coaching programi ali pa mentorski programi in pa recimo Zoom e-delavnice. Ampak potem imate še goro drugih stvari, ne, lahko so to programi, tudi mogoče bom rekla članski, no, zdaj članski programi so bolj poslovni model, kot pa sam način izobraževanja, ki pa je v bistvu sestavljen iz tega, da v resnici imate lahko različne formate, ne, recimo moj članski program, spletni hub za e-podjetnike je v resnici narejen tako, da imate in nek osnovni spletni tečaj, to se pravi za tiste, ki potrebujejo neko osnovo, ki se morajo šele naučiti, kako spletni tečaj narediti, do nekega nadaljevalnih videovodičev, to se pravi, imam neke samostojne videovodiče, potem je enkrat mesečno e-delavnica v živo, pa zraven support pisni, pa tako naprej. Skratka, hočem to reči, da v bistvu imate tukaj potem eno kupico načinov, formatov, delivery types v angleščini reče, to se pravi način, kako to dosežemo, kako to dostavimo, bi se rekla, ne, torej kako to, v kakšni izvedbi to naredimo. In tukaj ste pa pravzaprav potem vi, bom rekla, ni nekega enotnega modela, ne, tukaj model se, kakšen format vzamemo, se potem pa prilagodi temu vašemu in življenjskemu slogu in cilju, izobraževalnemu cilju za vaše stranke in temu, kakšen je preferiran model pri vaših strankah, ne. Težko prodajamo, ne vem, lahko si mi še tako lepo zamislimo, da bi delali, ne vem, e-delavnice v živo ob torkih ob 9 zjutraj, pa če so to zaposleni, če ciljna skupina so ljudje, ki so ob 9 zjutraj v službah, oni se pa to izobražujejo za privatne namene, nam nič ne nuca, tudi če smo si mi zamislili še ne vem kakšen super truper model izobraževanja oziroma digitalnega produkta. Skratka, te digitalni produkti, kar bi želela v tej fazi predvsem poudariti, pa to, da spet morajo izhajati iz teh izobraževalnih potreb, ne samo iz poslovnih. Skratka, ne samo, da rečemo, zdaj sem si pa zamislil, da bom pa jaz imel članski program, zato ker je to moderno, ali pa bom imel, ne vem, coaching program, zato ker je to visokocenovni produkt, ampak mora biti spet zadeva usklajena z izobraževalno potrebo naše stranke, z našo ciljno skupino, kaj pravzaprav potrebujejo oziroma na kakšen način je najboljši format za njih. In tukaj pravzaprav je pa tisto, kjer mi prodajamo. Če smo bili v fazi novo in vedeti, v tistih dveh fazah ne prodajamo, v smislu ne prodajamo, tako tisto ni plačljiv produkt, to hočem poudariti, ne. Seveda ves čas lahko prodajamo, da govorimo o plačljivem produktu, ampak pomeni pa, da v fazi novo dajemo zastonj zadeve in v fazi vedeti dajemo zastonj ali zelo nizkocenovne zadeve, tako imenovane tripwire produkte, pridejo upoštev pri vedeti. Ko smo pa v fazi narediti, tukaj gre pa potem za plačljive produkte.
Zadnja faza našega izobraževalnega lijaka je pa support. Zdaj, support je pa tako, ne, support imamo pa lahko v dveh smerih in je to zelo odvisen pač tudi od same vsebine, ne. Zdaj, to, kar jaz tukaj razlagam, je zelo tako plastično. Vedeti moramo, da smo spletni edukatorji, imamo zelo različne in vsebine in, bom rekla, stvari, ki jih prodajamo oziroma to, kar delamo, tako da tukaj v bistvu ta nek plastičen pristop tukaj pomeni pa to pri supportu, da pravzaprav lahko support uporabimo kot intervencijski support ali pa kot preventivni. To se pravi, preventivni v smislu, ko se stvari ali mogoče kaj spremenijo, ali ko mogoče pridejo neke novosti in tako naprej, lahko pač torej zagotovimo našim strankam neke vrste support. To so lahko, ne vem, neke dodatna izobraževanja, neka manjša izobraževanja, ki jih naredijo udeleženci, ki so že predelali, ki že imajo neke osnove. In tukaj je zelo ključno to, bom se tega dotaknila, samo še od tega intervencijskega dodam, to se pravi neke vrste preventiva, v smislu, ne vem, novosti ali pa neke stvari, ki so se spremenile, ali kakšni upgrade ali karkoli, ne, zdaj pač dajte aplicirati to na svoje področje, ne. Lahko je upgrade v smislu pač neka posodobitev, da ste vi naštudirali nekaj novega na nek nov način, ne. Lahko je to upgrade, recimo lahko se predstavljate, da delate, da ste v računovodstvu, ne, pa so upgrade v smislu nekih nove zakonodaje ali pa kaj takega, ne. Lahko so pa tudi neke novosti in tako naprej, neki novi načini, ki jih podate, ne. Potem pa intervencijsko je pa takrat, kadar recimo človek, udeleženec že nekaj dela, pa je v bistvu potrebna intervencija, da nekaj ne deluje tako, kot bi moralo, ne. To se pravi, takrat smo jim na voljo lahko kot nek skupinski support, lahko imamo to neke spletne učilnice z nekimi forumi ali pa neke spletne skupnosti, ala kot je Facebook, ne, ali pa zdaj to vse bolj moderno oziroma vse bolj prikladno in priročno je, da je tudi spletna skupnost kar direktno v learning management sistemu, torej direktno v platformi za spletne učilnice, da pač na enem mestu imamo vse in pridejo udeleženci in recimo, ne vem, jim nekaj ni štimalo, nekaj ne dela in lahko zastavijo vprašanje. Ali so pa to recimo, ne vem, mesečna ali pa tedenska srečanja, kjer ponudimo preko Zooma neke ali govorilne ure individualno ali pa neke skupinske supportne skupine, kjer lahko pridejo, vprašajo karkoli in pokažemo, ne. Lahko so to tudi intervencijski klici v smislu nekih coaching klicev, ki jih ponudite po koncu nekega osnovnega izobraževanja, pa da imajo recimo, ne vem, še pol leta dostop do vas, do nekih, bom rekla, individualnih Zoom klicev ali pa kaj takega, ne. Zdaj, tukaj je zdaj zelo odvisen od samega e-to-biznisa, od samega izobraževanja. Kar je pa ključno v tej fazi supporta, je pa to, da do supporta ne moramo priti, ne moramo si zdaj zmisliti, zdaj bomo pa mi za naše udeležence ponudili samo nek supportni program, če ta supportni program ne vključuje nekega predtreninga oziroma kako ne rečem, nekega osnovnega treninga oziroma osnovnega usposabljanja. Tako da recimo, če si support zamislimo kot nek članski program, pa rečemo, ok, imajo vsak mesec, grejo lahko v članski program, če tukaj ne bomo upoštevali tega, da so oni do tega supporta prišli skozi fazo narediti, da v bistvu nekaj že znajo narediti in noben support najbrž ne koristi. Ne rečem, da mogoče na kakšnem izobraževalnem področju, da se to da, suma sumarum generalno gledano pa večinoma rabimo zagotoviti na tak način, da je torej to v bistvu, zato je tudi tak konček, ne, če pogledate pri supportu je zelo malo ljudi, ne, če tako pogledamo ta lijak zdaj na koncu, ne bojo najbrž vsi, ki so prišli v fazo narediti, rabili tudi supporta. Zato je ključno, ker dostikrat slišim recimo, da kakšen business coach svetuje, pa reče, kar pojdi narediti, ne vem, neko članstvo, pa se bojo noter vpisali. Ja, ok, ni problem, če naredite članstvo, ampak mora to članstvo potem vsebovati tudi nek trening, ki ga udeleženci lahko preddelajo ali vzporedno z vsemi ostalimi aktivnostmi, ali pa preden sploh v bistvu začnejo karkoli v članstvu delati. Recimo en tak primer, ki sem že prej omenila, pri meni osebno v članstvu Spletni hub za e-podjetnike, torej je del članstva torej tudi program oziroma spletni tečaj, spletni edukator, ki vas pelje od začetka, od kako narediti sploh spletni tečaj, kako se sploh lotiti online programa, to se pravi čist od ideje, kako idejo strukturirati v
v program, kako potem posnet, urediti posnetke in vse te zadeve in moderirati programe in tako naprej. Če nekdo pride k meni v članstvo, pa da mu jaz tega ne bi dala na razpolago, potem ga pa učim, recimo, kako urejati video posnetke, on pa sploh pojma nima, kako se nekaj posname pač v te edukativne namene, ne, kar ni enako, kot če se gremo snemati za detkov rojstni dan, ne. Potem bom imel, kar en velik izziv, ker ne bo imel osnovne podlage. No. Tako iz izobraževalnega vidika je nujno, da zmeri razmislimo, skozi katere faze mora naš udeleženec iti, da sploh lahko kupi nek digitalni produkt. Tako da, če na tej točki povzamem zadevo in jo pokažem, kako se v bistvu tega potem lotimo v praksi, pomeni, da prva stvar, ki jo moramo definirati, je, pri čem in pa komu sploh pomagamo. To se pravi, kaj je ta naša pot, to se pravi, če ta lijak vzamemo kot neko pot, skozi katero naš udeleženec, naša stranka gre, moramo v prvi fazi sploh vedeti, kaj je tisto, pri čemer tej stranki pomagamo, kaj je tisto, kar bo ta stranka na koncu dosegla, kaj je tisto, izziv, ki ga rešujemo, in pa kdo ta stranka je, v smislu, kdo je ta ciljna skupina. Ciljna skupina, zakaj je pomembna? Ne? Zdaj, načeloma naši procesi izobraževalni, ne, meni vsem, če izobražujem, ne vem, nekoga, ki dela v podjetju, ali pa nekoga, ki prodaja, nekoga, ki izobražuje v podjetju, ali pa nekoga, ki izobražuje kot samostojni podjetnik. V vsakem primeru ima neke zadeve iste. Ampak, ko pa jaz to zadevo tržim, pa ni isto, ne. Bom pa te dve osebi nagovarjala drugače, ker imata različne potrebe. Ne. Tisti, ki je v podjetju, bo najbrž, ga moram nagovoriti še z nekimi drugimi zadevami, ker so pomembne neke druge zadeve, kot pa tistemu, ki prodaja, ki ga nagovarjam kot samostojnega izvajalca. Tako da tukaj je treba vedeti, da ciljno skupino treba poznati vnaprej, zato da nam bo lažje zasnovati sam marketinški proces. Sam izobraževalni proces je pa v, večini primerov lahko enak, ni pa spet nujno. In to je v bistvu druga stvar, ki jo moramo definirati, to se pravi prva, pri čem in komu sploh pomagamo. Druga stvar, ki je pa v praksi, ko pač se lotimo tega, postavljanja tega našega online edu biznisa, je pa to potem, da definiramo ta proces, kaj sploh pomagamo. To se pravi, da zdefiniramo neko pot oziroma neke korake, neke stebre našega biznisa, kaj je tisto, kar sploh pomagamo. Pri čemer sploh pomagamo, ne. Proces, ne. Zdaj v prvem koraku smo definirali, pri čem, torej kaj je tisti končni cilj, tukaj pa zdaj definiramo proces. In ta proces se v nekaterih primerih razlikuje tudi glede na ciljno skupino. Recimo bom dala primer, se boste mogoče znali lažje predstavljati. Če je moja ciljna skupina, recimo, da imam izobraževanje za, ne vem, izgorevanje ali pa pomoč ali pa neko preventivo pri izgorelosti zaposlenih, ne, če je moja ciljna skupina, če so moja ciljna skupina vodje v podjetjih, bo definitivno drugačna vsebina oziroma drugače definiran ta proces, kakor pa če so to posamezniki, ki so zaposleni, ne? Ker pač pri vodjah moramo izobraževati neke druge zadeve, kakor pri recimo posameznikih, ki so kot samo udeleženci, ne? Ravno tako je najbrž razlika, če jaz nekoga izobražujem, bom na tej točki se ustavila, da ne bom zakomplicirala preveč stvari, ampak hočem pa pač predvsem poudariti to, no, da druga stvar je torej, da definiramo proces točno, kaj sploh pomagamo, kaj so neki ti stebri. In potem šele tretja stvar, da definiramo ponudbo, to se pravi, kaj je tisto, kar bo pravzaprav naša ponudba, to se pravi to, kakšne oblike, kakšne programe bomo sploh ponudili in formate, v kakšnem formatu, torej kako to zdaj pomagamo doseči. To se pravi, tukaj pa potem spet pogledamo spet iz tega vidika, za koga to je in v kakšni obliki bo to za njega najbolj koristno, tudi glede na njegovo časovno razpoložljivost, glede na samo obliko učenja, glede na samo vsebino, ne, recimo, glede na samo vsebino, kaj bo najbolj ustrezalo in tako naprej, ne. To se pravi, 3 koraki potem, ko delamo to v praksi in če vam to pomagam ali v mentorstvu, ko delamo individualno, ali pa ko gradimo v razne, programe, se vedno v bistvu torej vprašamo najprej,
kaj je tisti cilj, pri katerem pomagamo nekomu nekaj doseči, kdo je ta oseba, ki ji to pomagamo doseči, skozi kakšen proces ga peljemo, kaj je tisto, kar mu lahko pomagamo, in potem šele pridemo do tega, da definiramo dejanske produkte, dejanske formate in potem šele začnemo v bistvu te formate, pač te digitalne produkte tudi kreirati. Takole, no, upam, da sem osvetlila celo zadevo, no, da predvsem bi res rada poudarila, no, da ne pozabiti na to, da ne izhajamo na napačnem koncu, to ne izhajamo iz tega, kakšen format želimo mi narediti ali pa kakšen digitalni produkt si želimo mi narediti, ampak da izhajamo iz potreb naših udeležencev, naše ciljne skupine in da jih v bistvu na en, bom rekel, tak primeren način peljemo čez celoten proces. Zdaj, jaz osebno pač to pomagam narediti v mentorstvu, kjer delamo počas, lepo, lahko tudi samo en korak na mesec, da imate res čas, da razmislite. Namreč tečemo na dolge proge, ne delamo šprintov, kar pomeni, želimo res narediti dobro zasnovo in včasih je treba o stvarih tudi večkrat dlje časa razmišljati, ne. Raje se vzeti mogoče en teden ali pa 2 več časa, da razmislimo, kaj pa kako. Je pa po drugi strani to zadeva, ki se spreminja skupaj z nami. Tako da v bistvu nič ni, kako rečem, vklesano v kamen, kar pomeni to, kar delate danes, bo najbrž čez 5 let čisto drugače, tako da nekje je treba začeti, pač nekje je treba, bom rekla, nekje se je treba brcniti v rit pa reči, ok, s tem bom štartal, potem bom pa videl, kje sem, pa kako se stvari razvijajo. Tudi jaz zdaj po 5 ali kolikih 6 letih celo delam programe čist v drugo smer, kot sem pred 5 leti. Tudi sama sem štartala bolj iz tega, bom rekla, iz te vizije, ok, tak pa tak program bom naredila. Malo sem pa spregledala v bistvu tudi sama, kaj je tisto, kaj moja ciljna skupina v resnici potrebuje in skozi kakšen proces jo moram peljati. Tako da mentorstvo, bom rekla, tukaj najbolj idealen način, če želite, da pač če želiš, da delava konkretno na tvojem primeru. Druga oblika pomoči, ki jo nudim, je pa seveda članski program, kjer pa skozi različne mesečne izzive se posvetimo bolj tem edu-marketing pa edu-biznis zadevam. Skratka, konkretno pač v teh izzivih recimo pogledamo oziroma konkretno izdelamo, ne vem, mentorski, recimo nek promocijski program, v katerem ga vključimo točno, bom rekla, ta prave vsebine, točno ta pravo mero vsebin. Skratka, ravno zdaj recimo tole snimam avgusta 2023, tako da v bistvu vas povabim v mesečnem izzivu septembra 2023 bomo delali prav na tem, da bomo zasnovali naš online program, promocijski online program, ki bo pravzaprav peljal čez tisto našo prvo točko, tisto vedeti. Potem s časoma bomo dodali, bo tudi na voljo izziv, tako da mogoče, če to kdaj kasneje poslušaš, boš mogoče najdel že tudi v članskem programu noter posnete vsebine. Namreč dodala bom tudi, kako v bistvu zasnovati objave za socialna omrežja, zato da podprejo celoten ta izobraževalni proces in ta nakupni proces. In pa seveda ukvarjati se bomo, kako zdizajnirati programe, da so učinkoviti v tisti fazi narediti. Ukvarjali se bomo s tem, kako narediti posnetke in take zadeve. Skratka, moja oblika pomoči je torej tamle pri fazi narediti, pa suporta nekako združena v bodisi mentorstvo ali pa članski program.